pa v obeh knjigah naletimo na motiv Strnigovja. Kakšno pa je bilo tvoje otroštvo? Kaj ti pomeni Strnigovje? Meni ta beseda, ta I mi zveni tako, bi rekla, ostro. V resnici ne vem, kako se ta potok imenuje. Mi smo mu rekli Strnigovje. In kadar mi je posebej lepo ali pa posebej težko pri oči, se zapeljem sama ali pa prosim moža, če se slabše počutim, da me zapelje do Strnigovja. Ta potok je tako čudežen, da odnese vso žalost, veselje pa še močneje odmeva v tisti Olski dolinici, kjer je nekdaj stal mlin. In to Strnigovje mi je prinašalo v nespečnih nočeh 100 letih spominov, predvsem na mamo Ano in mojega starega očeta, s katerim sva skupaj mlela, z mamo sva kaj tekli, predvsem pa sta imela ogromno časa zame, da sta mi pripovedovala. Te pripovedi še danes zvenijo v meni in ni lepšega kot to, da si kdo vzame čas za pripovedovanje. Stari starši so ga v tistih časih mojega otroštva imeli neizmerno veliko. Mnogo stvari me je mučilo, pravzaprav nikoli nisem bila z ničimer zares zadovoljna. Vedno sem si želela biti boljša, narediti stvari bolje, vsem ustreči. Samo nase nisem ravno mislila. Zdaj je to drugače. Udejanja se mi moja želja pozabljati hudo. Prekleti Parkinson, uničuješ me počasi, a vse hitreje in temeljito. Hočeš me zase, jaz pa te sovražim. Uničuješ me in mi hočeš vzeti moje najdražje. Trpim, nečloveško trpim. Ne spim, ne jem, se ne radostim. Bojim se, da so se pojavili stranski učinki zdravil, da bi umilili depresijo, ki kot Parkinsonova spremljevalka hodi z njim z roko v roki, so mi predpisali Cipralex. Že po prvem použitju tablete mi je začelo šumeti v ušesih, vidno polje se mi je spremenilo, na zunanji strani vsakega očesa se je v vidnem polju pojavil svetleč kvader. Srce se kljub zdravilom ni umirilo, napadla me je panika, nekakšen brezumen strah. Zadnjič sem gledala na Studiu 12 eno oddajo in je spregovorila tudi profesorica slovenščine o tem, kako se je borila z rakom. Namreč citirala si je ene od dele iz Antigone, jaz pa si ves čas prve knjige in tudi druge, torej iz neke podzavesti prihajajo citati in jih vpletam v ostalo besedilo. V prvi knjigi sem jih še poimenovala avtorje, v drugi knjigi pa potem bralcu prepuščam, da se sam znajde in išče tisto, kar ni moje. Pisanje, ples, šal, torej jaz sem se potrudila, vzela sem prave pletilke v roke, želela sem splesti šal, kakor bi želela moja širša družina, ampak pletilki pa nič, ker prsti niso tudi nič storili. Potem sem pa rekla, grem plesti knjigo in tako sem pletla, mislim, da 2 meseca noči in v teh 2 mesecih je nastala pletilina. Ne pišem zato, da bi pričakovala, da bo to kdo bral. Pišem zase in to je užitek. Brez primera. Nekaj primerov njenega čudovitega jezika, čudovitih besed. Pridi in me trdno drži za roko in okoli pasu, kajti telo hoče pasti in ne vem, ali bo utrdela duša dovolj močna, da bi mogla preprečiti palce. Pridi, da skupaj nasnujeva kosilo, potem pa bom nasnula cvetja, ki naj skupaj spomini na mojih lastnih voščilnicah
nam vzorči novo leto za mir, zdravje in ljubezen. Zvečer mala pleterja uvije svoje delovno orodje okoli srca in se odpravi do doma, povezana z nevidno nitjo, ki jo znova in znova privede k njemu, če ga v miru čaka na čudež. Droben novemberski dež prši, ko se znajde med ljudmi iz nekega drugega časa, iz druge nebesne meglice, a ona nasmejana, v bolečinah telesne barve polepšana, pride pod roko kavalirja, s katerim se mimo špagirja radovednih oči poda na prizorišče iz najstniških let. Vrti se plesišče, vrti se ura in kazalci uberajo vzvratno pot, despet mlada in razigrana, obdana spomini na zdaj tuje ljudi. Plesišče se vrti vse hitreje, vrti, kavalir iz mladosti se čudijo, odkot nadedaj krhka plesalka zmore toliko moči, da nihče, prav nihče, ki mu tega ne pove sama, niti zaslutine, da plešejo trije. Gospod Parkinson s krivoma vleče njene plešoče noge, da bi zmedel korak, da zaustavi. A ogenj v očeh, skrivnostni nasmeh in volja, ki jo iz obzorja vesolja prekiče čuječi duh, se postavijo ogenj zloglasnega glasnika, pojenjajočega dopamina in ga odrinejo daljno prihodnost, ki jo bo njena življenjska pletenina povezala sočasjem v sorodnost dveh src. Če smem tole pokomentirati, to je bilo srečanje nekdanjih folkloristov, jaz sem namreč na mladih letih zelo rada plesala in to srečanje me je nekako povrnilo v spomine, ampak čist en preprost večer je po noči zadobil takšno mavrično svetlobo in sem ga pač predstavila na ta način. Tako življenje teče kot igra z vedno novimi prizori na večno stare teme. Zato znova prebiram knjigo o sreči. In na poti skozi gost simbolov se mi odpirajo nove poti, nove možnosti, nove radosti in nove žalosti. Človek ni nič drugega kot to, kar je v svojem življenju počel, pravi Sartre. Ura je 2:30 zjutraj. Zazrla se bom skozi okno, v trepetajočo božjo pletenino, razpeto nad spečo lepoto. Nikoli ne bom nehala upati, da se prav to noč zgodi nov čudež. Čudeži so v ljudeh. Bolje, da si pletla šal kot besede. Nevarno izmišljijo svoje blodne glave, ki je slišala neizgovorjeno, videla neobstoječe, vonjala, česar ni bilo čutiti, ne dotike. Bolje, da si pletla šal kot besede iz žgočih solz skovala v zidake iz ledu. Ničesar zapisanega ni resnično drugje, kot v resnični pravljici iz blodnjave. Zato je lep v očeh in v tlenih mraz. Zato si sama na visoki gori v dolini in jaz sam. Zubri hrepenenja liže zamrzle okove, šepetavih, šepajočih metafoj, da se čez 1000 let, ko največ ne bo, vsak s svojimi besedami in svojo knjigo v roki, zaljubljen par pripet na križ, sestane na postaji Bibliko. Ne iščite hlene cestnik, je ni, spremenila se v pravljico. Če boste odprti oči in duši hodili po polju, jo boste morda videli sredi živih trav in zaljubljenega maka, plesati pod taktu velikega briljantnega valčka. Pod roko pa je podržal Simon Weber in jim pomagal loviti ravnotežje. Ali pa bo bosih nog in s krvenčnimi prsti drsajoče stopala po mehkih blazinicah mahu v ljubljenem naju in se veselila čarovniških krogov iz kostanja, mušnic, dežnikanic in zlatega listevega dežja.
Morda pa bo vse bolj razpadajoči hišici obstavitev, ki se je iz potoka njenega otroštva spremenil v potoček vračajočih se spominov, v tresočih rokah držala pletilko in pletla novo resnično pravljico. Vnukom za lahko noč. Kjerkoli že boste videli in karkoli bo počela, bo njena duša čakala njega, da ji pod večer poda roko in jo popelje k počitku, ko si bosta dotikajoč se z blazinicami prstov gladila gube in obnavljala resnično pravljico iz blodnjave, razpeto med nebom in peklom bivanja, ter varno shranjeno v pletivu iz besed. Ne iščite, tudi drugih ne iščite. Brez števila jih je dobrih, ki so polni upanja.